Dobrodošli v novi epizodi spletne tržnice od Vil do Vilic. Tokrat sta z nami Saša in Ivo Kovačec, ki stojita za znamko Aroniko. Tako da dobrodošla, hvala za odziv. Zdravo. Zdravo. Evo, končno smo skupaj, tako da bomo kar začeli, mogoče za vse tiste, ki vas še ne poznajo, vaš produkt oziroma ukvarjate se z Aronijo, s čudežnim sadežem, o katerem bomo povedali malce več kasneje. Zdaj pa za začetek mogoče nekaj o vaši zgodovini, zgodbi, kako je prišlo do Aronike. Ja, jaz mislim, da to najboljše, da Ati začne pa pove, zaradi tega, ker je on mister Aronije. Da slišimo. Ja, začel sem natanko pred 21 leti. Takrat sem iskal en sadež, ki ga ne bo treba škropiti. Edini je bil takrat Aronija. Aronija je bila malo poznana v Sloveniji, mogoče bolj v Evropi že. Tako da je bila tudi okrasna grmovnica angleške kraljice, potem je še prišla v Srednjo Evropo in tako je bolj zaživela kot tudi ne samo okrasna, tudi zdravilna rastlina. Super, res je, ni bilo veliko. Mislim, jaz sem slišala prvi za Aronijo, ko sem spoznala Sašo. Samo veš, še danes kdo reče, kaj, Aronija, ne? Ja, ni tako še znano. No, potem se pa je začelo, mislim, namakali smo na žganje, dala je boljšo barvo kot gozdna borovnica, tudi bila je cenejša, ni bila sladka, kaj je najbolj pomembno, in je ljudem odgovarjalo to, da smo tudi začeli delati kot liker iz Aronije. Potem pa uživali smo jo za smutije, za čaje, sušili in sami nismo vedeli, kakšne ima zdravilne učinke. Potem se je to začelo malo bolj pisati o tem in tako da je Aronija res prava zakladnica vitaminov in mineralov. Res je, celo zgodbo antioksidantov vam bo tudi Saša povedala, zakaj vse lahko uporabljamo Aronijo. Potem pa 20 let, 21 let nazaj ste začeli, kako pa je potem vse to prišlo do danes, ko pa imate zdaj prav znamko Aroniko? Mene je to uvel gospod Stanko Gobec iz Mestinja, ker on je takrat Aronijo pred 35 leti pripeljal v Mestinje in tudi Obsotelje. Tako da Aronija je takrat so sadili in črni ribez in Aronijo. Črni ribez se ni obdržal, ker je bilo veliko dela tudi zabrati. In otroci so se jokali, ko je trebalo obirati črni ribez, ker so se takrat začele počitnice. Sadil sem in sadil to Aronijo, koliko se je takrat dalo. Sadike tudi niso bile takrat poceni, zdaj so. Tako da Aronija je kar zaživela. Zaživela in tudi to je zdaj en hobi oziroma družinsko poslanstvo Aronija nastalo iz tega. Saša to zdaj začela malo bolj po svoje, mislim, ona je kot oblikovalka. Zdaj smo modernizirali še imidž, ne samo koliko je dela v zadnji, zdaj se še tudi nazaj vidi. Tako da Ati skrbi za vsebino, jaz pa vidim za marketing, bomo rekli, mami je pa tu, da največ naredi za organizacijo dela. Evo, družinska dinamika na vrhu. Najbolj pa je pomembno to, da vse ročno delamo, plejemo ročno, špricalje nismo nikoli z nobenimi pesticidi, tudi sploh je nismo. Nikoli, ne. Tako da 21 let je nasad takšen, kot je bil in ga danes obdelujemo ročno, res ni lušno, ampak je ročna obdelava je res že v svetu zelo priljubljena za te bioizdelke, ampak ne vem, če je toliko te ročne predelave, koliko se govori, oziroma, ker je to treba res delati. Tudi smo uvedli biognojila, tako da gnojimo z biogvano, iz Madagaskarja je to gnojilo, tako da je to res gnojilo, ki je najbolj primerno za te bioizdelke. Odlično, se mi zdi, da so še zadnja leta zelo pomembno, da vemo, odkot prihajajo izdelki, kako so vzgojeni, da veliko bolj cenimo zadnja leta. Če človek nekaj poje tisto zjutraj, potem vsaj nekaj zdravo poje, zato smo se odločili, da res delamo
res to presno, mislim, da se presna hrana je, da se je čim bolj naravna, nepredelana in je to res nekaj veljavno. No, tukaj je Ati omenil, kako skrbimo za Aronijo, ne? Ati je glih prišel iz njive, rečemo. Aha, iz dela. In mi sami to tako ne bi zmogli kot družina, tako da tu so še ostali v družini, prijatelji, sosedje, tako da vsi pomagajo. Ja. Super, da v bistvu cela skupnost pride skupaj. Hvala, Magdalena, tudi ti. Zdaj sem 50 grmov sem oplel danes dopoldne na kolenih. Ne? Veliko dela, ampak je vredno na koncu. Tako, ja. Veš, zakaj delaš, ne? Mislim, to je najbolj pomembno. Ne? Jaz pa raznašam paketke. Pa da je s srcem. Evo pa, ko smo že pri paketih, kakšne vse izdelke iz Aronije pa lahko dobimo pri vas? Ja, Ati je začel s prvim izdelkom, kot je rekel, najprej seveda, ne, dajmo narediti en pokusni škluk, ampak dejansko najboljši izdelek produktu, mislim, da ga res vsi obožujejo, ampak mora biti res 100% iz Aronije. Mi delamo hladno stisnjen sok, pasteriziran, tako da mislim, da sok je en tistih glavnih produktov iz Aronije. Takle, če tega pokažem. Da. Aroniko sok je zelo dober. Kakšen je, ne? Res čista Aronija. Imamo pa še potem sadne namaze, ko smo zdaj, malo smo čez leta spremenili recepturo, ampak to so vse Ivoteve skrivnosti, veš, tako rečejo babičine. Ja, to ne še razglašamo zdaj tu, to je vse skrivnost. Tako da, tole je še marmeladica, majhna, imamo še pa veliko, takole. Aha, to je pa še večja doza. Ja, no zdaj tako je rekel Ati, letos smo v tem času, ko smo bili več doma, smo tudi spremenili celoten imidž, naredili take paketke, v bistvu imamo 3 nekaj, zdaj če ti pokažem. Ja. Tu notri je 100% sok iz Aronije, veliki sadni namaz in pa majhen paketek hleba. A ta je zdaj nov, ne? Tosti, tu sta 2 sokca notri, pa marmeladica, top 3, ne, ker pač Atijevi top 3 izdelki, jaz rečem, to je pa tole. Ati je taki temen kot sama črna Aronija, liker iz Aronije, potem sokec in pa mali sadni namaz. In pa sadni namazek. Rečejo tudi vitaminska bomba, pa kaj še rečejo, črni zaklad in črni biser. Zakaj pa je vse zdravilna Aronija, za mogoče koga, ki zdaj prvič sliši za Aronijo, k čemu vsemu pripomore Aronija? To je povedal, ker je na njej eksperimentiral pred toliko let. Da slišimo mojstra. Jaz pravim, da Aronija res pomaga pri izboljšanju krvne slike. To je 100%. Noben sok ni toliko učinkovit, da pomaga pri krvne slike, kot je Aronija. Potem uravnava krvni pritisk in sladkor in je tudi proti tisti, ko so že preboleli raka, ali pa je tudi ljudem pomaga, ne, da se ne bi ta rak razvijal, ne, da ni preveč veliki stadij, ne, tako da je res Aronija tudi na tem področju. Veliko dobrih živil, kako pa lahko uživamo, se pravi, zdaj ta vaš najboljši produkt, Aronijin sok. Ga tudi moramo pa kar po 3 deci naenkrat. Sok od Aronije se uživa zjutraj pol deci ne na tešče. Nekateri priporočajo na tešče, ampak ljudje so občutljivi na te želočne težave, ne, in potem jim ni dobro, tako da nekaj naj zaužije zjutraj, tada ne na tešče in pa zvečer pol deci. Tako se pravi, deci soka bi bilo priporočljivo, če je 100% na dan. Ne? Je pa res, da mi nismo zdravniki, ne farmacevti, mi lahko priporočamo, se spoznamo na to, drugače se pa lahko pač ne posvetujejo zdravniki. Vse se vsi lahko posvetujejo z zdravnikom ali farmacevtom, tako da. To je to. Tako da res je eno super živilo, katerega priporočamo vsem, da ga začnejo jemati in piti. Ja, posebej, ne, ker je res tisto iz 100% Aronije. Recimo za, jaz rečem preventiva, ne, in kurativa. Ampak je tako,
Enostavno pač ti in jaz, če zdaj že to jemljemo brez kakršnih koli zdravstvenih težav, seveda, zato je boljše prej jemati. Za ženske, ne se tudi moške, ampak da izgledamo mlajši, ker je zelo dobro za učvrstitev pač kože, ne, drži, za lepoto. Da bomo mladi. Ja, da bomo skozi mladi. Zdaj. Se vidite, kak sem jaz mlad. Ja. Vsako jutro jaz jem aronijev sadni namaz. Ja, to je pa res zažljivo. Jaz pa pijem. Meni je že malo pregrenek, pa to ni tako sladek. Jaz si še dam drugo marmelado v vrhi, ali si med dam, ampak vsako jutro bar 2 žličke, če ni 3 aronijevega namaza. Zelo je dobro, meni glih to paše. Na puter, veš, to mora biti, ne te druge margarine, pa tudi puter mora biti. Ja, tako. Glih za to paše, ker ni tak sladek. Maslo pa aronija, to gre v kup. To gre skupaj, evo. Če boš zdaj delala parolado, ja. Potem si pa samo kupi kislo smetano, pa sadni namaz od aronije, pa si namaži tale, bi rekel, biskvit s tem, pa z role, boš videla, kakva rolada je. Evo, bom zrobila receptih, ne, zdaj na našem Instagram profilu ali pa Facebook profilu, aroniko ali pa aroniko.si, imamo nekaj receptov, bolj zdrave različice, ampak ja, ne, pač tu pa tam si moramo kaj privoščiti zraven. Absolutno, in tudi, tako si že omenila, imate zdaj Instagram profil, Facebook profil, kjer tudi v bistvu povete malo več o aroniji, kako jo uporabljati, najde tudi kakšne recepte tam, da je super za vse, ki se mogoče na novo spoznavajo z aronijo, da vejo, kje pogooglati, kam iti za nasvete. Kam morajo iti, da še enkrat si slišijo? Na Instagram profil aroniko.si, na Facebook profil aroniko. Res pa je, da nam lahko pišejo na info@aroniko.si. Kmalu, držim pesti, pač okoliščine, kakršnekoli so, bomo imeli še pa spletno trgovino. Tako da ne bom rekla kdaj, ker jo že čakamo zdaj nekaj časa, ampak bo. Evo, bo kmalu in ko bo super sladka še trgovina zraven, tako da držimo pesti, da bo hitro. Zdaj pa za na konec, mogoče smo povedali, ime Aroniko izhaja iz Aronije in družine Kovačec. Tako da Aroniko, Aronija Kovačec, vsem dobro poznana, če še pa ne pa zdaj. Tako da to mogoče pa zdaj še za na konec, nekaj smo se že tudi dotaknili pomembnosti naravnih sestavin in da ni škropljena. Da je pomembno to, pa tudi mogoče povezovanje lokalne skupnosti, pa da skrbite za eko. Je to nekaj, kar bodo tudi v prihodnosti skrbeli in je pomembno to povezovanje. Ja, tu moramo poudariti, da enostavno pač Aronija je zdaj doma v Rogaški Slatini, kjer je že tak zdravje doma, tudi lepota, ne? Je pa res, da nimamo certificirano kot bio-eko, pa še vseeno ravnamo potem, verjamem, da bomo čez čas, to traja sicer, pridobili ustrezne certifikate, ampak lahko nam pač res tu verjamete na besedo, da ti izdelke uživa mnogo ljudi, ne samo v Sloveniji, tudi v tujini, ljudje so zadovoljni, tako da res delamo ročno in čim bolj bio-eko. Aronijo že predelujemo 21 let, pa vse predelujemo bio, bi rekli. Ja, pa še nekaj moram povedati, ko bomo prikazali nov produkt na Boču, ker naša Aronija posebno med Bočem in Donačko. In to je ena taka stvar, ki je kot mini kampanja, tako da zdaj premium pokažemo ta izdelek. Ok? Evo, takole, tak en package. Ja, to je to. Zgodovina govori sama zase, tako da produkti se hvalijo sami zase, krasno pakiranje in krasni izdelki. Tako da jaz vam želim vso srečo še naprej na vaši Aronija poti in hvala lepa za tale odziv in upam, da se kmalu vidimo, mogoče tudi živo na kakšni tržnici.